kadar sonce poljublja zemljo, kadar se začuti bližina človeka in hvaležnost za življenje, takrat se odprejo neslutene moči izraza, tiste ustvarjalnosti in pa seveda prijateljstva. Iskreno dobrodošli in seveda pozdravljeni, dragi naši gledalci, cenjene gledalke popotniških razglednic. Z močjo bližine se nam odpirajo poti, ki nas povezujejo prav takrat, ko človek potrebuje, da se lahko sprosti, da si izbere nekaj novega, nekaj posebnega, ampak vedno je tako, da skupaj zmoremo veliko. In danes je v našem studiu cenjeni gost, ki nam bo s svojo posebnostjo, svojim izrazom lepote do narave in do gora približal del življenja, ki ga doživlja sam v prostem času. To je naš in pa tudi vaš, bomo rekli takole, Marjan Knez, ki ni tako nepoznan človek, kajti tudi sam je zelo ustvarjalen na različnih področjih. Iskreno dobrodošli, Marjan, in seveda lep pozdrav v našem studiu. Tudi vam, dober dan. Marjan, vi ste takole že od rane mladosti nekako odprti za lepoto narave, za gore. Sedaj pa se na poseben način tudi trudite, da širšemu občinstvu, če tako rečem, približate tisto, kar doživite, in to preko vaše spletne strani Gamsove steze. Zakaj ste se odločili za takšen način prikazovanja vaših poti in kaj vam to pomeni, Marjan? Ja, kot rečeno, moje poti v hribe se dogajajo že iz, lahko rečem, rane mladosti, ne. In gore so mi vedno pomenile nekaj, kaj pa vem, kamor sem se zatekel, mogoče, ko mi je bilo hudo, večkrat tudi sam, ker se pravim, ko ti je hudo, takrat najlažje pobegneš čisto sam in da se sam s sabo enostavno srečaš, če je pa to na teh nekih samotnih gorskih poteh, je pa to še potem toliko lažje, ne. Da sem se pa, bi rekel, začel te svoje poti predstavljati ali pa na nek način pred časom vabiti tudi zraven določene prijatelje, ki so seveda bili z mojimi že kar nekaj izkušnjami zadovoljni, ko sem jih popeljal s sabo. Je pa potem nadaljevanje bilo pa to, da sem pač, glede na to, da je moj drugi hobi tudi fotografija, sem začel pa seveda vse te poti tudi fotografsko na nek način ovekovečati. In potem je pa neka logično nadaljevanje, da je bilo treba te fotografije nekam dati. Zdaj pa doma v albumu praktično ne koristijo nikomu, razen meni, ko jih kdaj pa kdaj pogledam, ali pa določenim prijateljem, ki so kdaj na obisku, da jih pokažem. In no, potem sem pač začel po določenem času delati neke fotozgodbe, ki sem jih v začetku samo širil preko mailing liste oziroma so krožile po mailu. Ampak je bilo tega že potem toliko, pa predvsem veliko ljudi, ki so želeli kakšne zgodbe za nazaj, kar je pa spet vzelo določen čas, da sem jaz potem za nazaj poiskal pa prepošiljal nekom. No, potem je pa žena predlagala, kaj pa če bi si ustvaril svojo spletno stran, in tako je potem tudi do tega prišlo. Tako da so zdaj vse moje fotozgodbe naložene na moje spletni strani Gamsove steze. No, to si bodo verjetno ogledali tudi naši gledalci lahko. Ampak vaša ljubezen, kot sem že rekla, do narave in gora sega v tisto rano mladost, v otroštvo. Takrat ste občudovali strmine nad vašo domačijo, potem pa še posebej nekega človeka, oskrbnika, ki je hodil mimo vaše hiše z velikim nahrbtnikom, in to je pomenilo malemu dečku nekaj posebnega. Vidim, da ste zelo dobro pripravljena na moj življenjepis. Ja, točno tako. Jaz sem kot majhen otrok živel v eni vasici pod Resevno, torej to je hrib nad Šentjurjem. Tam je tudi planinska koča gor in evo, še danes se z velikim veseljem spominjam človeka, ki ste ga omenila. To je bil skrbnik na Resevni, gospod Jože Gabršek. V bistvu je on zaslužen za to, da nas je
bom rekel, nas resevniške otroke takrat, ki smo pač živeli na tistem področju, začel voditi v hribe. Seveda, najprej je to bilo mogoče samo do sosedne Svetine ali pa kdaj tudi kakšen avtobusni izlet kam na kakšen hrib. No, potem so konec koncev njemu opešale moči, mi otroci smo odraščali, pa smo pa seveda začeli pa po svoje. Ampak nedvomno je pa najbolj zaslužen za to, kar danes čutim do gora, prav ta gospod Jože Gaberšek. Ja, takšni vtisi so res globoki v vsakem človeku, ki se zave tega, ampak vi ste se potem kasneje podali ne samo v naše gore, tudi preko meja drugam, odkrivali lepote sveta širše in danes, kaj ste nam pripravili, ker verjetno so naši gledalci že malce v pričakovanju, kaj bodo lahko videli. Ja, res je. Se pravim, če so bile prve planinske poti, tiste v bližnji okolici, so potem pač se je ta krog širil tudi čez meje in ja, kar nekaj je že tega zdaj za mano. Konkretno danes se bova pa pogovarjala o letošnji turi oziroma letošnjem dopustu poletnem, ki smo ga pa z ženo preživljala v Pirenejih. In seveda, čudoviti posnetki, ki so že pripravljeni, so tisti, ki bodo podkrepili vse, kar nam boste povedali, pa bova na začetku najprej predlagam pokazala našim gledalcem celotno pot, ker tule jo mava pred sabo na zemljevidu, da bodo videli, kako se je tole odvijalo, koliko časa, Marjan, je trajala pot. To je bilo 16 dni. 16 dni. Evo, zdaj, če na tej karti pokažem pot, se pravi, začela sva v Mariboru, to, kar je modro označeno, to je najina pot. V bistvu vmes nekih velikih postankov nisva imela. Evo, to je pa že potem območje Pirenejev, kjer sva se največ nahajala. Se pravim, poglaviten cilj tega dopusta je bil ogled Pirenejev. Vmes sva si pa samo še ogledala, se pravi, tukajle Monako in pa potem tole mestece srednjeveško Carcassonne. To je bilo v bistvu edino, kar sva na tej poti vmes si pogledala, ostalo se pa bolj ali manj dogajalo prav tukaj v Pirenejih, oziroma od tukaj sva tudi skočila za 3 dni na morje, ampak to v bistvu silom prilike, ker je bilo slabo vreme v Pirenejih. No in takole ste omenili najprej začetek poti od doma seveda, potem pa prvi postanek v Monaku. Prestiž Monaka vas je doletel po noči, kaj ne? In kako ste to začutili takrat? Jaz sem bil predtem že 2-krat v Monaku, ampak nikoli po noči. Monako pa vemo, to je nekaj fascinantnega, to je, kako naj rečem, to je blišč, dobesedno blišč, in se mi je zdelo zanimivo, glede na to, da sva šla na to pot od doma šele po 14. uri popoldan in sva prispela v bližino Monaka. To je bilo čisto spontano, potem, da sva sploh šla si Monako spotoma pogledati, namreč v bližino Monaka sva prispela okrog 11. ure zvečer in s nje ženi rekel, veš kaj? Sem rekel, zdaj bi bilo pa krasno še videti pa nočni Monako, ker tega še pa nisem videl, in to malo pofotografirati, potem pa šibava midva naprej in točno tako sva storila. Se v bistvu v Monaku ustavila za cirka 3 ure, tam naredila malo enih sprehodov, malo pofotografirala in potem šla po poti naprej proti... to smo pa že v Carcassonnu. To je pa eno srednjeveško mestece, oziroma tule v bistvu gre za obzidje iz leta 100 pred našim štetjem je začelo nastajati. V bistvu samo tole je bilo tisto, kar smo rekla, da si bomo na poti še pogledala, in to samo, se pravim, tale ožji del Carcassonneja, tega srednjeveškega. Tu sva se malo sprehodila, pač noter, to je še en posnetek malenkost oddaleč, potem smo pa šibala že naprej proti Pirenejem. Kar nekaj kilometrov je pravzaprav bilo treba prevoziti, da sta prišla na začetek odkrivanja Pirenejev, kaj ne? Točno tako, do Andore, kjer je bil najdaljši postanek, do tam sva že imela cirka 1700 kilometrov.
za narediti. Ampak vmes prijetni zajtrki, takole ob morju, pa na kakšni klopci, vama je kar koristil. To je bilo ravno tam nad Monakom gor. Midva, ko sva ta nočni sprehod po Monaku zaključila, sva rekla, zdaj pa se zapeljamo, namreč potovala sva s kombijem, se zapeljamo nekam z Monaka ven, pa bova tukaj prespala. In sva našla en krasen prostor, mislim, fantastičen, lahko rečem, cirka 250 metrov nad morjem, kot balkon je bil. Tam smo se lepo ustavila, šele zjutraj smo praktično videla, kako točko sva našla, parkirišče ob cesti, ampak ko gledaš dol na azurno obalo med Monakom in Nico, fantazija. Poleg tega, da smo imela zraven eno staro oljko, pa klopco pod njo, kjer sva si zjutraj pripravila zajtrk. Vse čisto in dobro srce je vedno vodeno prav, kaj ne? Ja, drži. To vidimo sedaj, kar ste povedali prej. V nadaljevanju pa seveda Pireneji. Nekaj mogoče podatkov, da bodo naši gledalci vedeli. Ja, Pireneji, to je torej en gorski greben, dolg skoraj 500 kilometrov. In sicer nahaja se praktično na sami meji med Francijo in Španijo, sega pa praktično od Atlantskega oceana na zahodu pa do Sredozemskega morja na vzhodu. Razdeljen je v bistvu na 3 dele, in sicer zahodni Navarski Pireneji, potem osrednji Aragonski Pireneji, pa vzhodni Katalonski Pireneji, ampak midva sva se osredotočila predvsem na te osrednje Aragonske Pireneje, tu so namreč tudi najvišji vrhovi in ti so najo tudi najbolj mikali. Povsem razumem, ker nedolgo nazaj ste šli tudi na zelo visok vrh Elbrus, ki vam je dal verjetno neko spodbudo pa željo, da se povzpnete še pa na drugem področju na kakšen poseben vrh. Je tako? Ja, drži. Letos pomladi je bilo, maja, sem se odpravil na Elbrus. To je bila, že kar nekaj časa, bi rekel, ena taka želja, ki se mi je zdela, da bi jo enkrat želel uresničiti. No in letos je prišlo do tega, da sem se odpravil tudi tja in uspelo je. Bilo je lepo. In okrepljen z energijo, z močjo, potem je prav, da človek nadaljuje odkrivanje tistega, kar čuti v sebi, da bi rad doživel. Ja, drži. Moram tudi povedati to, tja v Rusijo, na Elbrus sem se pač podal sam, brez žene, ker niti ni mogla v tistem času, pa tudi, bi rekel, malo pretežko je za njo. Se gre marsikam zraven, ampak tisto sem pa ocenjeval, da pa verjetno ne bi bilo najbolj primerno za njo, tako da jaz sem se odpravil sam, oziroma pač sam v družbi, bi rekel, somislečih. No, tole je bil pa potem, se pravi, en tak poleten samo najin dopust. Zelo lepo, da imate ta občutek, tudi nekega spoštovanja, sposobnosti, moči in da človek potem odprto sledi tistemu, kar ve, da koristi obema. Ja, oba sva, lahko rečem, res ljubitelja narave, oba ljubitelja gora, jaz še malenkost bolj kot ona, ali pa bi rekel, mogoče niti ne bolj, predvsem težji cilji so meni morda malo bliže kot njej. Zato se pravim, midva že dolgo nimava tistih dopustov več, ko bi rekel, zdaj pa poletje, zdaj gremo pa za en teden ali pa za 10 dni na morje. Ti dopusti so v bistvu za nama, midva smo take, bom rekel, naravne duše. Prijatelj Janez moj pravi, mi smo taki ciganski otroci, ko so nas cigani z voza zgubili. Rada raziskujeva. Dobro je, daj pasti z kakšnega voza, da te izgubijo in potem nastanejo posebni občutki in spoznavanje tiste širine narave, ki nam pravzaprav daje življenje. Brez nje smo nič. In mi že vidimo sedaj... Ja, to sva pa že v Andori. Sicer sva takoj že, ko sva prišla v Andoro, sva že za naslednjo jutro si kar splanirala, vreme je namreč bilo lepo napovedano, sva rekla, takoj zjutraj midva greva na najvišji vrh Andore. To je Coma Pedrosa, visoka 2942 metrov. No in tole so že fotografije z tega področja.
To lahko rečem, sorazmerno enostaven hrib, nič kaj pretežkega, čeprav je višina že ta prava, konec koncev je višji je od Triglava našega, ne, ampak lažje, precej lažje dostopen kot Triglav, recimo za Triglav že pač moraš malo več imeti v sebi. Koliko višinske razlike pa sta morala opraviti do vrha? Cirka dobrih 1400 metrov. Kar precej. Ja, izhodišče je v vasici Arinsal, to je na višini malo pod 1500 metrov, oziroma tam nekje z vrh, pa kot sem rekel, je pa 2942. Pa to sta v enem dnevu zmogla? Ja, ja. Čestitam. V enem dnevu. No, tu je že bila vmes tudi koča, je ena koča tam na višini 2200 metrov, ampak, ja, ker to je do vrha hoje cirka 4 ure, tako da ni pretirano, vreme pa lepo, dan dolg in ni bilo težava. Pa je res to, ker sem prečitala, da je francoska stran Pirenejev zelo v gozdovih, španska pobočja pa so gola, takole skalnata. No, jaz se ne bi čisto strinjal s tem, namreč iz lastnih izkušenj, koliko sem zdaj tukaj videl, je res, no, da midva iz severne strani, praktično z francoske strani, nismo na noben vrh šla. Smo vse povsod šla iz južne, iz španske, ampak iz španske strani so bolj ali manj, bom rekel, naklonine manjše kot pa severne. Severne stene so precej bolj zahtevne in strme. To je povsod. Tako. Tako da v gozdovih, se pravim, zdaj na tukaj z južne strani, ja, je bilo nekaj gozdov, ampak tudi nekaj prida, se hitro začne gol svet. Pa pravijo, da so zelo podobni našim Kamniškim Alpam. Ja, precej. Precej. Se pravim, no, recimo tukaj, če gledamo to Como Pedroso, to je sorazmerno, se pravim, enostavno osvojljiv vrh, bolj ali manj vidimo vse golo, praktično gozd je že zdavnaj je dol, no to je že vrh Como Pedrose. V glavnem, ampak ta je res, bi rekel, tisti najlažji bil, ki smo ga imela, ne, potem se je pač stopnjevalo, ne. Se tako je prav, ja, se začne. No, na nek način je treba tako začeti, ja, da ni prehudo na začetku, a ne. Ampak tale metulj pa ni bil bremenjen, kje je in kako bo kam prišel. Ja, tudi tale oro ne. Ja, jaz si včasih rečem, če bi lahko izbiral, da ne bi bil človek, da bi bil kakšna žival, jaz bi bil orel. Ja, verjamem. Tisti pogledi na gore, dol, Ta mogočnost njegove moči, preleta, dajo vznemirjanje v duši človeka. Predvsem mene fascinirajo vedno ti pogledi navzdol, ne. To mi je vedno, ne, ko prideš nekam gor in lahko gledaš navzdol, ne vem, to me fascinira, no. In pa seveda taki posnetki tudi. Človek bi rekel, to ste prinesli od doma zraven. Ne, tule moram reči, ta Como Pedrosa, ta me je res presenetila, kako je vse zacveteno. Tu je cvetja, encijano in tega res toliko, da enostavno tu ne moreš leteti. Tu se moraš ustavljati vmes, pa fotografirati, če pač si, da rad fotografiraš, ali pa samo občudovati, ne. Kaj pa vem, tu se moraš tudi usesti v travo, se mogoče zlekniti, mogoče nekaj pojesti, popiti zraven, pa občudovati to okolico, ne. Verjamem, da je vredno. Ja, je definitivno. Sploh pa za takšno oko, kot ga imate vi, ki vidi veliko. Ja, to mi marsikdo pravi. Ja, pa sploh bi rekel, po teh naših hribih, ko zdaj te poti pač nalagam na svojo spletno stran, te fotozgodbe, in mi marsikdo pravi, ja pa to, kad sem že šel po tej poti, pa tega nisem videl. Ja, bi bom rekel, smo ljudje različni, ne. Eni gledajo na uro, v kolikih minutah ali pa v kolikih urah, pa v kolikih minutah in sekundah bojo celo prišli na vrh pa nazaj, ne. Sicer, ja, meni se tudi na ta način sicer vedno mudi, ker vedno želim čim več v enem dnevu narediti, ne. Ampak nikakor pa ne pozabim gledati okrog sebe, to pa drži. To je dragoceno, da ima človek to možnost. No, to se že spuščava iz Como Pedrose nazaj po drugi poti, namreč če zdaj lahko pokažem, to je recimo, mislim, da se vidi, to je ta pot na Como Pedroso, takšno krožno pot sva naredila,
In lahko pokažem to tudi recimo na tejle karti, to je namreč zdaj karta Pirenejev in ta Coma Pedrosa se nahaja tule. Tu je ta najina prva gorska tura bila, potem sva šla pa po Pirenejih seveda naprej. Tako da, ja, to je to, v glavnem, tam, ko so bile zdaj te fotografije, to sva se že spuščala potem po tisti drugi poti s Coma Pedrose nazaj v dolino. Seveda, do vas sva to že prej naštudirala, kje bomo hodila, kako bomo hodila, tako da potem na turi niti ni bilo nekih večjih težav. Moram pa omeniti tudi to, sama ta Coma Pedrosa je zelo dobro označen vrh. Poti krasno označene, sicer ta pot, ko sva se midva vračala v dolino, je totalno neoznačena. Imela sva pa na nek način srečo, ker je pa ravno v tem času, ko sva midva bila tam, potekal en ultra trail dogodek po Pirenejih in sicer potem ravno po Andori. In sva srečevala te ljudi, tekače, ko so tam tekli, ne, in potem sva tudi se z enim zapletal pogovor, ki nama je razložil sploh, zakaj se gre, midva seveda to prej nisva vedela. No in ta nama je potem pač tudi povedal, ja, da na drugi strani gore, tam, kjer sva midva imela namen dol iti, da sicer niso označene poti, ampak so pa zdaj oznake ravno za te tekače, da se niso zgubili, namreč, ker oni so leteli tudi po noči, ne. Ta tek traja 6 dni, oziroma najboljši ga zmorejo v 6 dneh, dolg je 233 kilometrov in no tako da midva sva potem na nek način sledila tistim njihovim oznakam v dolino. Ampak tudi, če ne bi jih bilo, no bi šlo. Sicer je teren tam precej razbit, ampak bi tudi šlo, no. Če ima človek orientacijo, v katero smer mora priti, a ne, si pač poiščeš lažje prehode in greš tja in te pripelje pot navzdol, tako prav. Predvsem pa je tudi to pomembno, no, midva smo imela v tem primeru krasno vreme, tako da vidljivost je bila odlična in smo vedela, kam se moramo vrniti nazaj, tako da ni bilo težav. Pa tudi, če se človek zgubi, pač nekaj novega spet vidi, ne, in si reče, ja. No, to bo pa zanimivo potem naslednja tura, ko bo, tam se nama je pa tudi zanimivosti dogajale, ja. Ja, posebno, takrat človek še bolj spozna tisto zaupanje vase, a ne, da se znajde, da se usmeri tako, da si reši svoj cilj, ki ga ima. Drži, ja, takrat pač, ja, včasih se je treba malo znajti, kot bo vidno potem v nadaljevanju. Sem se tudi na nekem določenem delu zaplezal in to pošteno zaplezal, tako da sem potem gledal, ali bom naprej nisem mogel, nazaj je bilo, bi rekel, sorazmerno tvegano, glede na to, da nisem imel nobene vrvi s sabo, ampak sem potem vseeno zmogel, no. No, to je zdaj, bi rekel, po Andori noter sprehod oziroma po glavnem mestu Andorra la Vella. Andora, to je taka mala državica, se to verjetno vsi vemo, ne, 6. najmanjša na svetu. Vsega skupaj ima okrog 80.000 prebivalcev, samo je pa zanimivo to, ne, skrita tu v hribih med Francijo in Španijo, namreč povprečna višina, nadmorska višina Andore je 1996 metrov. To pa res visoko. Zelo visoko, a ne. To je povprečna višina. Dočim to glavno mesto Andorra la Vella se nahaja na 1023 metrih, no in že to je konec koncev podatek, ki samo to mesto uvršča na prvo po nadmorski višini, kar se tiče evropskih glavnih mest. Zanimivo. Ampak to nista bila preveč dolgo časa. Ne, v Andori sva se... Ker sta imela pred sabo še pot. Ja, seveda, v Andori sva se zadržala samo 3 dni, se pravim, pravzaprav še niti 3 dni, ne. Prvi dan sva prišla na večer tja, drugi dan sva šla potem že zjutraj, oziroma pač tisti dan je bil za vzpon na Coma Pedroso, in pa tretji dan potem dopoldan sva tu po glavnem mestu hodila in potem sva šla že z Andora naprej proti naslednjemu cilju in sicer proti cirka 65-70 kilometrov oddaljene vasice Benasque. To je pa izhodišče že potem za naslednjo turo, na najvišji vrh Pirenejev, to je pa Pico de Aneto. In koliko meri najvišji vrh? 3404 metre. Precej. Ja.
dovolj. No ja, že kar. Dovolj. Že kar. In koliko časa je bil pa ta vzpon potem trajajoč na najvišji vrh? Tole, če smem še samo dodati k temle fotografijam, namreč fotografije se že vrtijo, ko sva se peljala proti morju. Namreč midva sva se namenila do Benascoa in želela naslednji dan že kar na ta Pico de Aneto, ampak ker je bilo naslednje 3 dni potem napovedano slabo vreme in neprimerno za takšen vrh, smo potem na hitro se odločila, kaj pa če midva skočila na morje. In smo šla lepo potem proti Barceloni, sicer južno od Barcelone, tam do enega mesteca dol v glavnem cirka 60-65 km južno od Barcelone. Tam smo bila 3 dni, od tam niti nimam fotografij, ker tam smo šla enostavno uživati. No, to se pa že vračamo potem od tam nazaj. Evo, vidi se lepo, kako je, da ni Španija zastonj tako vinorodna dežela. Poglejte, koliko je vinske trte povsod, in pa tam sem občudoval v enem krožišču, noter tam v kakšnem velikem krožišču, takšna ogromna stiskalnica za grozdje, res ogromna. No, tu že šibamo potem iz morja nazaj gor proti Benascu, ja. Tole je tudi ena zanimiva soteska vmes noter bila, taka zelo slikovita, tam vidite tudi potem, ker je umetno zajezena zaradi potrebe elektrike, namreč ta predel, vzhodni predel Pirenejev je zelo, mislim, za te je značilno, da je precej teh umetnih jezer zaradi pridobivanja elektrike, ne. Taka zanimiva pokrajina, no, in potem sva šla midva že, evo, to je pa že Benasco je potem nazaj, in ko sva prispela tu nazaj potem, za naslednje par dni je bilo pa potem super vreme napovedano, tako da zjutraj sva pa že potem se vzpenjala tukaj, evo, proti Anetu. Tu bom pa rekel tako, lahko rečem čisto nasprotje Coma Pedrosa, se pravi tistega najvišjega vrha Andore. Če so bile tam poti super označene, res super označene, je bilo tukaj, lahko rečem, katastrofa. Namreč, kaj mi je bilo tukaj, kaj me je presenetilo pravzaprav tukaj? Pico de Aneto, ki je najvišji vrh Andore. Poleg tega sem potem ugotovil, da je zelo obiskan, ampak popolnoma nič označen, oziroma zelo, zelo slabo označen. Namreč težava je v tem, tako imamo mi recimo našo slovensko planinsko pot, imajo tudi tam, tu gre recimo konkretno GR11 skozi, ampak ne gre na najvišji vrh. In tiste dele poti, recimo do Coche Renclusa, gor, ko smo šli, do tam je bila pot krasno označena, tam pa skrene pot iz te poti v stran, ki vodi na Aneto, in tako da pot je šla v stran, tu gor pa smo šli, pa nas je bilo, midva sva zjutraj šla že z prvim avtobusom iz tistega parkirišča, namreč ker do izhodišča noter, to je pa značilnost za Pirenejev, skoraj povsod je tako, da ne moreš s svojim avtom prav do cilja v neki dolini, ne. Običajno moraš svoj avto pustiti nekje prej že in potem lahko nadaljuješ za njihovimi temi lokalnimi avtobusi, ki pa vozijo vsakih 20 minut recimo, ne. No, in ko sva se odpravila zjutraj s tem prvim avtobusom do izhodišča, nas je bilo na avtobusu, mislim, da tam okrog 25 in 30, ampak potem, ko smo do Koče gor, nekje smo šli približno skupaj, lahko rečem, od Koče, ko se je pa tista pot dobesedno zgubila, smo pa tavali en mal tak, in tam smo nekje prej že na eni posnetku se je videlo, ko smo že mislili, aha, to je pa ta vrh, kamor moramo iti, ne, in potem nekaj nas je šlo, kaj pa vem, po takih par skupinca, par ljudi, ne, ena sem, druga sem, tretja te, na koncu smo ugotovili, da to ne bo prav. In potem sem jaz začel gledati, tukaj ne bo šlo, pol pa jaz ženi rečem, kaj pa če bi jaz mogoče tule na tale greben preplezel gor, da vidim, kaj je na drugi strani, ali se da priti na drugo stran čez, pa potem v smeri Aneta ali ne, ne. In jaz seveda tja gor preplezam, bilo je kar, bom rekel, zahtevno, ženi sem rekel, naj počaka spodaj, in jaz, ko preplezam na tisti greben, sem ugotovil, da na drugo stran nikakor ne, ker je bil 100-metrski prepad, dobesedno stena, prepad, ni šlo.
ženi rečem, ti pej tam po oni strani, tam bo prehod, ker sem potem že videl, kje bi naj bil prehod čez greben, ne. Tako da jaz sem pa potem, bi rekel, malo ciljal, lovil, ampak na koncu sva se spet našla, na drugi strani, no to je pa že zdaj potem tik pod vrhom oziroma na vrhu. Tudi tu sva bila presenečena, ko sva že videla, aha, to je pa verjetno vrh, na vrhu toliko in toliko ljudi, ko pridemo do tam, sva ugotovila, da še ni bil tisto vrh, ampak je bil vrh 50 metrov naprej, na katerega je pa zelo zoprna pot oziroma ne pot. Po takem res razdrapanem terenu moraš ga preplezati, tako da lahko rečem, od vseh tistih ljudi, ko so bili tisti dan na Anetu, jih vsaj, rekel bom, vsaj 100 ljudi je bilo gor, ampak bom rekel, vsaj 3/4 jih je na tistem predvrhu ostalo, ker se niso upali na glavni vrh. Tako je zoprna pot tam, oziroma zoprn tisti greben, je pa res prepaden na obe strani. Ne. Lahko bi jo malce uredili pot, če bi imeli interes, pa verjetno pustijo, naj bo tako kot je. Ja, jaz sem potem tudi ugotovil, zakaj je temu tako in tudi zakaj so poti tako slabo označene. Pri nas vemo, da smo pač planinski vodniki tisti, ki vodimo zastonj v hribe, ne. Gorski vodniki pa seveda to dokaj dobro zaračunajo, no tam pa ravno v tem primeru pridejo na svoj račun ti gorski vodniki, ker s tem masno služijo. Namreč en takle vzpon recimo pride tam okrog 300 do 400 evrov na osebo. Je pa mogoče, da greš v svoji režiji, seveda. Ja, to pa je. Ni nujno. Ne, ni nujno, ampak ravno zaradi tega, se pravim, pa nimajo označene poti, ne, da oni pač lepo imajo svoje delo, ne. Zdaj pa dobro, tisti, ki se pač malo boljše znajdemo, gremo pa tudi sami, ne. Lepo. Ja. Družba je bila tudi na štirih nogah. Tudi takšna, ja. Se pravim, poleg vsega mogočega cvetja, sicer ni bilo, bi rekel, toliko živali, kot bi morda pričakoval, ampak ja, nekaj svizcev je bilo. Nisem videl, no, pravzaprav potem naprej sem videl tudi neke kozoroge in gamse. Videl sem pa, oziroma videla sva pa, to mi je pa presenečalo, ogromno orlov. Orli so pa tukaj doma, v Pirenejih. Zdaj sicer ni čist jasno, namreč v enih primerih so bili orli, v enih so pa tudi kako se že jim reče, golovrati jastrebi. To je tako neka vrsta orla, ne? Ampak seveda, ja, tako, oni orli, planinski orli so malo večji kot od onih jastrebov, no. Ampak v glavnem tega je bilo veliko tudi povsod. No, ampak oni lahko živijo, če imajo osnovo za prehranjevanje in to so tega pa očitno, tam nekje pripravljena hrana za njih. Tako, ja. Tile svizci jim kar pridejo prav, po moje. Ja, seveda, sigurno. No, to sva že potem nazaj. Namreč tukaj, se pravim, kot sem rekel, gor sva zgrešila pot, ampak ko sva šla nazaj, sva prišla spet na tisti pravi prelaz na greben, proti tej koči nazaj dol, ko sva šla, sva pa spet zgrešila pot. In spet lutala čisto po svoje, no, ampak prišla sva, evo, in tu sva že nazaj. Ste še pa kaj posebnega videla, kot smo videli na posnetku? Malo še kaj vidiš, ja. V glavnem, ampak vreme je bilo lepo, tako da se nisva čisto nacekirala, če sva kaj zgrešila. To je največ in pravijo, da je svoboda tista možnost, da lahko živiš, kakor hočeš. Točno tako, vse konec koncev dopust, če ni takšen, da bi ga živel, zaradi tega, da bi užival, potem nima smisla na dopustiti, ne? Res je. Ja. Se moraš prepustiti vsemu, ker je na poti. No, to sva pa že potem ta kraj Benaske, to je v bistvu kraj, kjer se začne potem ta dolina, kjer se gre na ta najvišji vrh na Aneto, ne. Tak čudovit kraj sredi hribov gor, tule mi je bilo fascinantno, ravno v tem delu, v tej fotografiji prejšnji, ko je bila, dom upokojencev, pa taka kulisa krasna okrog, sem rekel, lej, tu bi pa bil jaz potem, ko bom enkrat star. Ah, Marjan, ne boste kar kmalu stari in mislim, da takrat bo tudi dom upokojencev za vas nezanimiv, ker imate gore. Nikoli se ne ve. In Bog vam naj da zdravje. Ja, hvala, enako. No, tu pa že gremo naprej potem proti tretji turi. To je pa že proti Monte Perdidu. To je pa tretji najvišji vrh v Pirenejih. Sicer Monte Perdido je, bi rekel, značilnost za Monte Perdido je, da se gre predvsem nanj iz doline Ordesa. Ampak ker sva
Je pa tukaj tako, da za Monte Perdido praktično rabiš 2 dni, ker je hoje tam okrog 15 ur v vsakem primeru, da rabiš 2 dni. Žena je pa že naprej rekla, veš kaj, jaz se pa Perdida odpovem, Aneto sem osvojila, ne rabim na Perdido iti, no sem rekel, ok, bom šel pa sam. In zato sem se odločil potem, da ga bom poskušal napraviti v enem dnevu, oziroma poskušal, jaz sem bil pač prepričan, da ga bom, no, s tem namenom sem tudi šel. Tudi zaradi tega se potem nisem odločil, da bi šel iz doline Ordesa na Monte Perdido, ampak sem šel iz doline Pineta, namreč to je pa severna stran, kjer je vzpon na Perdido težji, zahtevnejši, mogoče pa za kakšno uro krajši od vzpona čez Ordeso. No in to že potem jaz hodim, midva sva sicer že iz tistih slabih izkušenj na Anetu, ko sva iskala poti, sva zvečer, ko sva prišla v to dolino in se sparkirala, si že šla ugledati prvi del, bom rekel, kar okrog uro dolgi del poti, sem rekel, da ne bom zjutraj, ker bom šel v temi od avta, ne, da ne bom potem preveč iskal, sem rekel, da že vem, kje približno iti, da ne bo potem zjutraj težav. No, in dejansko, evo, tukaj sem že potem šibal gor, žena je rekla, da bo uživala dol nekje ob reki, oziroma mogoče kakšen rahel sprehod sem pa kje, ampak v glavnem, da bo bolj ali manj uživala, no, ker je bil to že takoj 2 dni za Anetom, je že potem bilo tole. In jaz sem že kar vnaprej prepričana, da vam je uspelo v enem dnevu se vrniti nazaj. Ja, je, seveda je. No, bi rekel, tistih 15 ur, ko jih je predvidenih za vzpon, ne, in pa naj bi bil v 2 dneh, jaz sem rabil potem 12 ur, s tem, da sva se ženo nepričakovano potem me namreč presenetila, ko sem jaz šel potem že iz Perdida nazaj dol. Evo, to je ta Lago Maggiore. Ja, mislim, da sem prav povedal. Na 2600 metrih višine in tukaj sva se potem z ženo srečala. Jaz sem samo debelo pogledal, kaj pa ti tu, ne? Ker do tukaj je bilo 4 ure hoda namreč, ne? Ampak ona je seveda, čas je imela, je rekla, grem jaz malo lepo tu gor in je prišla do tega jezera, tu uživala, no potem, ko sem pa jaz prihajal nazaj iz Perdida dol, sva se pa srečala in potem lepo počasi šla v dolino, si še vmes ene slapove pogledala, pa še vedno, se pravim, sem rabil 12 ur, da sem prišel gor in dol. In ta ledeniška jezera imajo nek čar tudi takole v tej pokrajini. Seveda, vsekakor, ker konec koncev na tej višini gor, tole je že bilo, recimo, tole zadnje jezero, ko sva ga videla, ono prejšnje, ko sem rekel, je na višini 2600, to je že bilo na cirka 2900 oziroma tam nekje, ne. Zanimivo je, ko na taki višini naletiš na takšno jezero, sploh, ker so to seveda ledeniška jezera in je to tista temno-modra voda, običajno taka lepa voda, ko, ja, ima svoj čar, seveda ima. In potem je pogled še bolj veličasten na celotno okolico. Točno tako, se pravim, ta jezera potem popestrijo vse te vrhove, ne, v okolici. Voda vedno oživlja. To je že bilo potem na vrhu. To sem to jezero dol posnel, kjer je žena potem bila, no, to je malo okolica tega Monte Perdida, se pravim, to je višina 3355 metrov, ampak evo, vreme krasno, sicer vidi se, ja, greš čez ledenik, pa to, jaz sem bil skozi kratke hlače, kratke rokave, ne, toplo, tako da... Kaj pa korak? Je bilo treba kakšno opremo pri prečenju ledenika, dereze ali ja, dereze smo imela sabo, tudi na Perdidu. Tisto je potrebno, cepin, kaj druga pa že ne. Edino tukajle na Perdidu, se pravim, z te severne strani, ko sem šel jaz gor, tu je namreč en prehod, evo, to je na vrhu, takole izgleda na 3355 metrih, meni vroče. Ja, v takšnem hitrem tempu se gotovo telo tudi zelo ogreje. Ja, seveda. Kaj sem hotel reči? Zdaj mi je pa spadlo z glave, kaj sem prej hotel omeniti. Prehod, namreč en prehod je tukaj pod Perdidom, ravno na tistem onem jezeru prejšnjem večjem, ne, tam se reče Balcón de Pineta. Iz tistega balkona je namreč en prehod
proti temu prelazu pod Cilindrom, to je sosedna gora, in pa potem tem Perdidu naprej, ki ga je treba enostavno najti. Jaz sem imel srečo, da ko sem prišel do tega balkona, to se reče balkon, pač tam, ko je tisto jezero, balkon de Pineta, sem imel srečo, da sem naletel na dva Španca, s katerimi smo se zapletli v pogovor in tudi povedala sta mi potem, ja, eden od teh Špancev je bil na poti čez celotne Pireneje, je šel peš, no in ona dva sta mi potem tudi povedala, v kateri smeri naj iščem ta prehod, da bom potem lahko prišel na vrh na Perdido. Namreč jaz, ko sem gledal gor, sem videl ena dva, ko sta šla po ledeniku čisto po levi strani in sem že tudi sam mislil, da bom šel tam, čeprav sem imel prej, ko sem si študiral poti, opis, da se moram desne strani držati. Ne. No, potem sta mi ona dva razložila, kje bom najdel ta prehod, dejansko sem ga potem najdel in je šlo brez težav. No. Pravijo, da ko so hruške zrele, same odpadejo. Ste že bili takrat zreli za to? Točno tako, ja. Evo, tu sem že potem nazaj dol in tu sva se potem že z ženo dobila. Mislim, da bo naslednja fotografija, če se ne motim. Ja, tako se še takle lepo skupaj fotografirala z Perdidom v ozadju in potem sva šla proti dolini. No, tu sem pa jaz sicer že čutil rahle težave, pa še niti nisem vedel, da bojo takšne. Namreč, ko sva se spuščala potem tule dol in pa potem tule proti tem slapovom Cinca se reče, me je noga ena precej bolela, pa niti nisem še vedel zakaj. Pravzaprav še danes ne vem zakaj. Obstajata možnosti samo dve, no to si ti slapovi. Ne vem, ali me je na poti nekaj pičilo, ali pa sem se kje na kakšni skali opraskal, namreč naslednji dan sem imel nogo močno otečeno, pordelo, ampak glede na to, da je bila tura za mano, se nisem niti kaj dosti sekiral, pa tak ali tak naslednji dan je potem bila samo vožnja spet naprej. Ne. No, mi je pa potem ta težava pa precej zagrenila pa potem naslednjo turo, ko sva imela, tam je bilo pa precej zoprno, tako da sem sploh razmišljal že, ali bom sploh uspel priti nazaj do doline, ali bo treba celo kakšno pomoč poklicati. In bo ta tura sedaj zadnja, ki jo bomo danes spoznali, ali še bo kakšna? Ja, to so že 3 tudne. Evo, tule vidimo tudi tablo Camino de Santiago, ne, namreč tu poteka ta severni del poti, te znamenite poti Camino de Santiago, ne, ta pirenejski del, se pravim, del poti se je križal tudi z najino, ampak midva sva potem pač se nisva ozirala na to pot, sva imela pač svoje cilje. Tu smo že potem, tu sva šla raziskati enostransko dolino, namreč ko sva se, to Perdido, če zdaj pokažem, ne, to je pot, se pravi, ta Monte Perdido je tukaj, se tukaj nahaja, ne, in zdaj samo, če pokažem, jaz sem šel recimo na Perdido z te strani, potem sva mogla pa skozi okrog voziti, da sva prišla na drugo stran v Ordeso, ki smo imela pa tudi namen prehodi. Namreč iz te Ordese se gre običajno na Perdido, ne, ampak jaz sem se pač odločil, da sem šel z te strani, ker sem pač bil sam. No. Tako da, no, tu se že potem že pot nadaljuje proti Ordesi, namreč Ordesa, to je pa ena taka čudovita dolina. Jaz pravim, kdor se poda v Pireneje, to dolino ne sme zgrešiti. Res je ne sme zgrešiti. Tukaj ne bomo dosegli nekega vrha, ne vem kakšnega, ampak pogledi, ko hodiš po tej dolini, so pa tako fascinantni, to se ne da opisati. No. To je res nekaj posebnega. No. To je, bi rekel, naša Logarska dolina, ampak krat 5 po dolžini, s tem, da naša Logarska dolina je sicer precej širša, ta dolina je precej ožja. Čar tega je še pa v tem, da tukaj se ne rabiš sprehajati samo po dolini, lahko greš konec koncev po ostenjih, ki obdajajo to dolino, ne, in kot bomo videli potem v nadaljevanju, res nekaj posebnega. No.
Tu se sicer zdaj še vozimo okrog to, ko sem pokazal, na drugo stran, se pravim, čeprav smo bila konec koncev na razdalji 10 km, ampak smo jih mogla, mislim, da okrog 130 okrog narediti, da smo prišla na drugo stran, ne. Se pravi z avtom, ne. No, tu smo pa že vtorili, to je pa namreč izhodišče potem v nadaljevanju za dolino Ordeso, to je eno tako majhno mestece, spet čudovito. Tu pustiš spet avto, ker se spet naprej v Ordeso ne moreš peljati za svojim vozilom, ampak greš od tukaj potem no, to je še ena stranska dolina tam tudi pred Ordeso, tudi taka čudovita, na koncu doline potem parkirišče, oziroma tu je celo kamp noter, ampak midva smo se pač kar tam, ker smo bila samo čez dan, smo se tam lepo ob vodi dobila, tam celo malo stvari pooprala in tak naprej. No, to je pa že potem pot v Ordeso. Evo, to so že potem, bi rekel, tisti motivi, ki te obdajajo, to je res nekaj, kar moraš doživeti, no, to se res ne da opisati. Sploh potem, namreč tale prvi del, ko začneš iz doline hoditi, midva smo se pač odločila, da ne bomo šla po glavni poti po dolini, ampak smo šla po tako rekoč tejle poti Faja de Pelaj. To je pot, ki gre po desni strani doline, namreč iz doline se moraš najprej močno vzpet, narediš enih 600-700 metrov višincev, prideš na Jurija 1950 metrov, od tam greš pa potem skoraj skozi po ravnini, mogoče 50 metrov gor dol. Nagrada za vzpon. Res. Potem se sprehajaš po ravnini, ampak to po takih poličkah lepo, mislim, res čudovita pot. No, to je ravno ta najvišja točka te poti na 1950 metrov. Tukaj se nahaja tudi koča zraven, oni pravijo, ja, refugio di ta pa ta, ne. Evo, to je koncu neka lesena barakica, lahko prespiš noter, ne, če imaš spalko, seveda sabo, streho imaš tukaj, da po tebi ne gre, ampak druga ni nič, ne. No, in takšnih koč je potem v nadaljevanju še nekaj. Evo, potem pa lepo po ravnini naprej, greben gre cirka 300 metrov nad tabo, ta glavni greben, in pa potem, se pravim, tak rahlo v loku, to je zdaj, bom rekel, tale lok tukajle. V loku se potem greš po tej poti lepo do zatrepa te doline, tam je pa potem, v bistvu, greš pa lahko naprej potem do ene koče gor, se pravi, do koče, zdaj mi je padla iz glave, dobro, se ni važno, v glavnem, od tukaj gre potem tudi na Monte Perdino naprej pot, ne, ampak jaz sem ga pač prej z one strani se povzpel na. Marjan, povejte, je to področje zaščiteno? Ja, to je namreč, tole je nacionalni park Ordesa di Monte Perdido. To je bil osnovan že, mislim, da leta 1921, ta park, in sicer v velikosti 21 kvadratnih kilometrov, ampak potem leta 1987 so ga razširili na cel ta, se pravi, na celo območje Monte Perdida in zdaj meri okrog 150 kvadratnih kilometrov, če se ne motim, to območje. Je pa, se pravim, čudovito, cvetja, evo, to so se pravim, ta pot, ko dobesedno po ravnini poteka, čudovita stvar. Pa tole je cvetje. To je pa že zatrep. Tole rumeno, ko sva že prej no, tu so zdaj vrhovi, recimo Cilindro je desno, Perdido je na sredini, pa, ko je že, Anisklo je pa desni, ne. To je ta masiv Perdida, ne. In tole rumeno sva že prej, ko sva se vozila tu, sva gledala, pa kaj je to rumeno, ko so bili nekateri vrhovi čist rumeni, kaj je to, ne? No, pa smo ugotovila, ko smo prišli blizu, da je pač to neko grmičevo, niti ni cvetje, ampak neko grmičevo, tako precej ostro, tako da od blizu ni niti kaj prijetno, ampak daleč je bilo pa krasno, ne? Lepa popestritev narave. Ja, zelo, zelo. Se pravim, daje en tist čar, kaj pa on, kontrast, recimo, ne? Med barvami. Tako. No, to je zdaj že čist proti zatrepu tele Ordese. In ta vzpon je bil v enem dnevu lahko upravljen tudi? Ali sta vmes prespala na kakšni koči? Ne, to je tale pot, recimo,
krožna pot do tega Zatrepa. Midva smo celo imela plan, da bi šla ta dan še do koče Goric, zdaj sem se spomnil, ta koča pod Monte Perdidom, in da bi se potem po drugi strani doline vračala po teh ostenjih po drugi poti nazaj, ampak je mene vmes tako noga matrala, tako da se pravim, sem že bil v resnih skrbeh, ali bom sploh prišel sam nazaj do doline. Tako da tu je bilo kar precej zoprno, ampak šla sva do tega Zatrepa, sva šla, tukaj je tudi en slap, do tam prišla, potem pa lepo po normalni poti nazaj v dolino. To pot lahko narediš cirka 6 do 7 urah, midva smo rabila, mislim, da 8, ker se pravim, s njim smo imeli težave, no, ampak je šlo vseeno. Verjamem, da je vaša volja vedno močna. Tu je zdaj ta končni slap, Zatrep te doline in potem tukaj sva se začela vračati potem nazaj v dolino. To je pa že potem nazaj proti dolini. In takole polni vseh teh, bomo rekli, tudi pogledov, ki jih imate na taki poti. Kako se počutite, ko pridete zvečer nazaj z gore? Ker približno vem, kaj nosi človek v sebi, kako pa vi še posebej to doživite? Dobro, recimo tukajle je bilo mogoče malo manj izrazito, ker nisva mogla čist tukaj noter prenočiti v samem središču. Naprimer, na drugi strani Perdida, tam, ko sem prej rekel, v oni drugi dolini, ko sva noter lahko prespala, čist na koncu doline je eno krasno parkirišče, tam je sicer tak. Ko sva prišla noter, so nas takoj opozorili, da tam prenočiti ne smemo, ker ni kamp, ampak je samo parkirišče. Ampak sva potem zvečer videla, ob 9. zvečer, kolone avtodomov so prihajale noter, ti vsi so prespali, tudi midva, čeprav je bilo rečeno, da ne smemo, uradno pač nikam, zato se ne sme prespati, plačaš pa tam za prenočišče oziroma za parkirišče za en dan 2 evra. Ne? In tam not prespati, se pravim, ko se zjutraj zbudiš, pa gledaš vse tiste vrhove okrog, a je lahko še kaj lepšega? Nebesa. Nebesa, res nebesa. Res nebesa. Res nebesa. No, tu sva se potem vračala po dolini nazaj in tam pod tistimi vrhovi noter smo pa prej po poličkah hodila gor, ne, ko sva šla proti vrhu, zdaj sva se pa pač vračala nazaj. Ne. Pravijo, da kdor je pameten, se vedno najveseli v srcu in to veselje vaju je spremljalo, kot vidimo. In pa predvsem se moramo zavedati, da je življenje tako kratko in da ga moramo izkoristiti, koliko se najbolj da. To je res. In da človek sledi svoji poti, ki jo nosi v sebi. Točno tako. No, tu se pa že voziva potem naprej. Namreč tu sva pa zdaj najne gorniške poti zaključila. Tu se že, evo, to je zelo znano smučišče Formigal. Čudovit, tak majhen kraj, ampak čudovit, evo kulise zadaj. Tu se namreč potem že voziva tule proti najni najzahodnejši točki, to je tale Col de Portalet. Namreč že doma, ko sva šla od doma, sva prej videla, da bova tam se vozila oziroma bova se nahajala tam ravno v času Tour de France, kolesarske tekme Tour de France. In smo rekla, jebentiš, če bo šla kakšna tura čez kakšen gorski prelaz, to bi bilo pa fajn videti. Ne? In seveda smo si že sprintala ves načrt tega tura, no ampak nažalost potem je ta tur šel severneje od Pirenejev oziroma tisti gorski prehod, gorske ture, ko so bile, ni šla nobena v Pireneje, tako da nama je to odpadlo. Šla sva potem vseeno nazaj, ko sva se vračala, bi rekel, že proti domu, ko sva najzahodnejšo točko najno dosegla, sva pa rekla, si greva pa par teh prelazov pogledati in tako sva potem prevozila nekaj teh prelazov, potem se pravim najprej tukaj na meji med Španijo in Francijo in potem še nekaj teh francoskih prelazov naprej, ki so bili pač tam od 1500 pa do 2200 metrov je bilo najviše oziroma najvišji prelaz najin, ki sva šla, je bila, ko sva vstopila v Andoro, to je 2409 metrov, ampak potem ti prelazi na turu so pa malenkost nižji, no. Ampak na teh prelazih sta vidva bila malce bolj olajšana, kot so pa kolesarji, ker sta imela veliko konjev. Zato, ker sva imela malo več konjev, pa bi rekel,
tu sva že bila tako napolnjena s tisto notranjo energijo, ki sva jo bi rekel, doživela na vseh tistih vrhovih, tako da tu je že bilo tako prijetno, olajšano vse skupaj. In bi tudi kar poletela, če bi se dalo. Ampak verjemite mi, če bi imela recimo kolesa sabo, pa časa več, bi z velikim veseljem še kakšen tale prelaz tudi sama prevozila. S kolesom, ne samo z avtom. Verjamem, Marjan. In naj bo to tudi morda kakšen izziv še za vnaprej, ker človek nikoli ne ve, kako se mu obrne v življenju. No, tu sva rekla, namreč, se pravim, marsikje človek, ko je nekje na nekem kraju, si misli, tu bi še pa šel nazaj. Pa ni potem tistega časa, ker je še toliko stvari, ko bi človek rad vedel. Ampak Pireneji se mi pa zdi, da so ena tistih destinacij, ko pa obstaja velika verjetnost, da se bova še vrnila. Pa niso tako daleč, no, vse zadnje. Ja, pogledamo kakšno Južno Ameriko. Ja, drži. No, tu se še potem vračava. Evo, tu sva pa še potem nazaj, ko sva se pa spet ustavila v Monaku. Namreč, se pravim, jaz sem rekel, že dvakrat sem bil tam, ampak konec koncev, bi rekel, tako fotografsko ga še nisem nikoli obdelal do zdaj, glede na to, da pač te fotozgodbe sestavljam, kjer pač potujem, sem pa rekel, greva pa še zdaj čez dan tja, da še podnevi to malo pofotografiram vse skupaj, da pač potem naredim eno celotno zaključeno zgodbo o tem Monaku, ker prej, ko sva šla tja, kot sem rekel, sva bila samo po noči, ne. Tako da, tu smo pač se ustavila samo za par uric, toliko, da sva šla malo pogledat, še enkrat ta blišč, no. Jaz bom rekel, ja, vse je fajn videti, ne, ampak ni ga pa čez tiste vrhove, tam gor pa čez tiste doline, pa ne more se noben Monako primerjati. Pa verjetno tudi ne z vašo Resevno. Ja, no, Resevna je pa, jaz bom rekel, čeprav samo mali hribček, ampak to je pač moj domači kraj in tja se pa vedno rad vračam. To je pa vedno človeku vsajeno, da potem začuti svoj izvor. Bil sem najbolj vesel pred par leti, ko sem tudi eno tako fotozgodbo o Resevni sestavil in se me je potem na mail javil, ne boste verjela, sin od gospoda Gabrška, Jožeta, ne, ki je bil pravnik in ki mi je na nek način začel voditi v hribe. In no, s tem sinom se prej nisva poznala, sva se potem tudi dobila. In on je bil neizmerno vesel, s kakšnimi besedami sem jaz opisal njegovega očeta. Jaz sem bil pa konec koncev vesel, da sem človeku, ki ga nisem do takrat poznal, s tem naredil na nek način tako veselje in zadovoljstvo, ne. Ampak, Marjan, saj ste tudi umetnik besede. Na svojem portalu imate tudi poetičen kotiček in dovolite, da vam, našim gledalcem, približam eno vaše razmišljanje, ki je tam zapisano. Prav. Takole se glasi: ko nekoč prebirala boš pisma in si rekla boš, nikoli se ljubila nisva, oko ti solza bo zalila, ki prijateljstvo bo večno pomenila. In to prijateljstvo iz vašega srca gotovo marsikoga osreči, ko jim takole na poseben način približate tisto, kar zmorete, kar občudujete, kar ljubite. Zato je tudi ena takšna posebna hvaležnost pravzaprav vsakega do vas potem darilo, ko se potrudite, ko približate ljudem lepote narave. In kaj vam to pomeni, Marjan? Se pravim, jaz sem se v nekem obdobju začel ukvarjati tudi z planinskim vodništvom. Nekaj časa delal na tem, zdaj moram reči, da zadnji 3 leta že nisem več aktiven na tem področju, ker enostavno ne zmorem časa, enostavno primanjkuje. Ampak, kogarkoli sem pelal kdaj v hribe, oziroma tudi zdaj še marsikoga peljem zraven v hribe, ampak ne več tako organizirano mogoče, ko sem včasih, običajno so bili vedno ljudje hvaležni, koliko sem jim pokazal. Pač ne vem, jaz sem pokazal tisto, kar sem vedel in pa predvsem to, kar sem čutil.
tisto, kar pa čutiš na takšnih poteh, se mi pa zdi najbolj pomembno, ne. Hvala lepa tudi za vse tisto, kar ste danes pokazali, kar ste doživeli na vaši poti in naj vas to bogatstvo zavedanja vodi še dolgo časa, da boste zdravi, srečni in pa zadovoljni hodili po vseh svojih poteh. Uživajte vse povsod in nasvidenje seveda. Najlepša hvala. Ob tem bi pa izkoristil, glede na to, da je zdaj čas takšen, ne, da lepe želje kar dežujejo vse povsod, da bi tudi jaz, bi rekel, dodal nekaj k tem lepim željam. Jaz bom rekel enostavno tako, življenje je kratko, prekratko. Zato ga dajmo čim bolj izkoristiti, pojdimo po svojih poteh, imejmo se radi in pa predvsem bodimo ljudem ljudje. Hvala lepa in dragi naši prijatelji, vse mine, vse odide, ostane pa zavedanje biti v tem trenutku tu. Hvala, da ste bili v naši družbi, imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič.